fotomodel. Kako izgleda vaš poklic, če ga čisto na kratko predstavite? Vaš vsakdan? No, to je odvisno od dela, ki ga upravljaš, ki ga moraš upraviti. No, recimo, lahko delamo v studiu, lahko gremo na potovanje, lahko delamo modno revijo. Vsaka stvar se razlikuje. Recimo, če delam v studiu, se pravi zgodaj zjutraj vstajanje, moraš biti spočit, se pravi, da lahko dobro opraviš to delo, brez podočnjakov, brez vsega. Moraš imeti pravo energijo, pravo voljo, da to delaš, ker navadno se dela cel dan, od zjutraj do večera. Se pravi, potem te pripravijo, te našminkajo, namažejo, te oblečejo in to je v bistvu celodnevno delo. Lahko rečem, da ni zmeraj lahko, da to je lahko tudi trdo delo. Lahko rečem, da slabše, mogoče teže je, ko delaš na terenu, se pravi, ko zunaj nekaj delaš, ali na morju, ali v planinah, ali kjerkoli. Tam se moraš še bolj prilagajati, tam se predvsem prilagajaš vremenu, tudi tam se moraš prilagajati fotografu in pač delati to, kar on od tebe zahteva. Potem imaš modne revije, to je tudi čisto nekaj drugega. Modne revije, to je pa, da rečem, vsak je za neko stvar boljši, za drugo stvar slabši. Delaš modne revije, to je pa posebni stik z ljudmi, ki te gledajo, ki ti predstavljaš obleke. Tudi tam se večkrat zgodi, da nosiš nekatere stvari, ki ti niso všeč in to ne smeš v bistvu pokazati, da ti ni všeč, ne moraš se delati tako, da je to super. Potem imaš, tako na kratko, potem imaš, recimo, ko delaš reklame, to je čisto nekaj drugega, to je recimo drugače se razlikuje slikanje kot snemanje reklam. Lahko rečem, da je še bolj zahtevno, odvisno na kakšen način to gledaš, ampak naj bi bil, recimo, model, naj bi bil za vse pripravljen. Da bi en model naj bi to vse delal in obvladal. To v bistvu vse. Ja, negativna, mislim, to se pravi, da moraš biti non-stop na razpolago, če se pač odločiš, da boš to delo upravljal, to se pravi, da ga upravljaš 100%, da si profesionalen, resen, zagrizen, karakterno, da pač ustrajaš na tem in da se pač prizadevaš na vse načine, da pač to izpolniš. To prvo stvar, da moraš biti non-stop na razpolago in potem, da se prilagajaš prostoru, ljudem, to, ker vsak dan delaš z različnimi osebami, se pravi, če se ne znaš prilagajati, to moraš nemogoče izvesti do konca. Potem moraš pač fizično se non-stop vzdrževati. Nekatere dekleta imajo več problemov, druge imajo manj problemov, nekatere imajo zelo paziti na to stvar, da se pač vzdržijo telesno, kondicijsko in vse to. Mislim, to je 100 stvari. Kaj pa pozitivna stvar? Pozitivna stvar, da lahko ta posel ni tako negativen, kot zgleda, ampak če imaš ta posel rad, to se pravi, da nimaš nobenega problema, da spoznaš ogromno ljudi, veliko potuješ, imaš možnost veliko potovati, tudi zaslužiti in se tudi veliko stvari naučiti. Kaj je vaše sporočilo mladim, da se odločijo za ta poklic? Posebej bi rada poudarila, da se mlada dekleta naj ne bojijo se vpisati v ta tečaj. Jaz mislim, da imajo veliko priložnost, da se veliko stvari naučijo, da se popolnoma sprostijo, da izboljšajo njihov karakter. In mislim, da dekleta pogumno naprej. Glede na to, da živite in delate v tujini, kaj pa v Sloveniji? Se pogosto vračate domov? Kaj delate tukaj? V Slovenijo se zelo rada vračam. Prvič zato, ker je to moja domovina, tam, kjer sem rasla. In predvsem zato, ker prirejamo to tekmovanje Berni Moders, to je zdaj 7. leto. Pod
Odprli smo tudi šolo, mladinsko manekensko šolo, naslednje leto pa tudi šolo za starejše.